Ajmo tiše, tiše. Karamata pa da mi da. Hej! Da? Damjan, ti da se manjka, tako ne vidim neč. Stoj zada, ti... Ja, zaupam, da žni. Tri smo vzeli, bo zvost. Ja. Ovire, kaj ti naš župan pozna prav vsako cesto, posto, hišo, mlako, saj je naš. Tak, ko si želimo in res radi ga imamo, saj je naš župan. Dobar dan, slišimo? Dela? Ena, dva, dela? Dobro, če malo bolj na glas. Pozdrav, lep pozdrav vsem. Jaz sem seveda osebna tajnica od gospoda župana z občine Kanal v Soči. Dodeljeno mi je bilo, da vas lepo pozdravim. Vesela sem, oziroma smo, da ste se udeležili kljub takemu vremenu. In seveda v predstavljanju gospoda župana, gospoda Stegna. Danes smo pa tukaj, ker je odprto srečanje, pričakujemo zelo visok obisk iz Ljubljane. Predsednika Vlade Republike Slovenije, seveda verjetno predvidevam, da ne bo manjkala njegova srčna izbranka. Ne? Bo? Gospod župan, se slišimo? Bomo preverili, tukaj tehnični napad. Bo? Bo? Seveda, gospod župan, ne vem, nisem vas noč vprašala, ste kaj živčni? Ne vem, ste pripravljeni, ohreti? Ja, to je visok obisk, da Kanal v Soči je dolgo časa videl, tako da ja, upam, da je vse ročno. Daj mikrofon. Samo sekundo, bomo rešili mi to tehnično napako. Gospod župan, bo? Bo, super. No, ste kaj živčni? Seveda, zelo živčen. Mislim, da je to en zelo velik obisk, kot ga Kanal v Soči še ni imel. In ja, tako živčen nisem bil niti ob najavi kandidature. Boste razkrili vsebino tega sestanka, srečanja, mestnike, pošli ste, ja, ali ne? Ne zmeri. Ja, se zato si me imate, pole rešujem zmerom, jaz... Ja, vse zato sem vam globoko hvaležen. O tem se bomo pogovarjali pole, ne? Mora pokazati to hvaležnost na plačilni listi. Absolutno. Bomo zaposlili še 3. Zamenil pomoč? Ne. Zaposlimo še 3, da bo večja plačilna lista. Ja, v številu, ja. Tako. Ja, no pa bom jaz sem zdaj preveč delala. Nazaj novi razpisi, nazaj vse javne sredstva iskakamo, jaz se poslala, nazaj vrtila. To je zdaj pa, nekaj si domaj. So I can
Pozdrav. Dobrodošli Gospod župan. Dobrodošli v občino Kanal ob Soči. Hvala lepa. Dobar dan. Hvala lepa. Kdo ste pa vi? Moja tajnica je to. Ja, absolutno, sedma tajnica. To je pa moja Tina. Me zelo veseli. Gospodina, me veseli. Pozdravljena. Dobrodošla. Me veseli, da lahko v takšni družbi pozdravim veliko mojih volivcev. Tam jih je nekaj, tam jih je tudi nekaj. Zelo pa me veseli, da ste me sprejeli v takšni občini, kot je Kanal ob Soči, ki je menda prva občina, ki bo popolnoma zelena. Seveda, prav imate. In aplavz. In seveda, ne samo to, da bo prva popolnoma zelena občina, ampak bo tudi prva s popolnoma lastno energijo. Tako. Gospod župan, ne vam najprej čestitam v vaših okoljskih bojih za vaše uspehe, ki ste jih dosegli v Ljubljani, torej pri nas. Pomembno je, da protestirate pred parlamentom in ne tukaj v Kanalu, ker tukaj vas nihče ne vidi, morate iti v Ljubljano. To je zelo pomembno in naj vam čestitam, da ste na odboru za okolje dosegli takšno zmago, takšen župane potrebujemo. Seveda, prihodnost Slovenije. Aplavz. Seveda. Ko sem prevzel to vlado, torej slovensko vlado in sem postal premier, je bila moja edina zaveza, da napravim Slovenijo zeleno. In takšne občine, kot je Kanal ob Soči, mi pomagajo pri tem svojo zavezo, da postanejo zelene. In vaš župan je eden tistih, ki so se temu najhitreje in najbolje zavezali, da postanejo torej čim prej in čim bolj temeljito zeleni. Najprej tako, da sprejmejo nov zakon, še bolj pa tako, da se v svoji energetski odvisnosti obrnejo na zelene vire energije. Gospod župan, kako boste to storili? To bomo storili tako, da bomo tu gor po hribu bomo postavili sončno elektrarno. To je dobro. Po polju tle dol par vetrnic, pa bo vse zelo lepo zeleno. Seveda pa tudi ne smemo pozabiti, na vsako poslopje bomo montirali sončne celice, fotovoltaične. To mi je všeč. To je prihodnost Slovenije. Vse strehe prekrite z fotovoltaičnimi celicami, vsa polja prekrita z sončnimi elektrarnami. To mi je izredno všeč. Kaj pa še? Razen tega, mislim, seveda je v planu je tudi privatizacija soških elektrarn. Oprostite? Privatizacija? Privatizacija, oziroma bolje rečeno opčinizacija. To pa ne bo ravno v redu. Zakaj? Kako ste si to zamislili? Tako, da bomo pač holding soških elektrarn bomo izgnali iz elektrarn in bomo mi prevzeli. Ne. To pa ni dobro. Veste, soške elektrarne so državne. To smo mi, država. Sej to je problem, ker so državne in potem imate tam same parazite. Ne, to so strokovni sodelavci. Strokovni, ja, ampak jih je preveč. Ne, premalo jih je. Ni res, na naši občini jih je premalo. Ne, to ne vem, ampak v glavnem, poslušajte,
Sončne elektrarne so v redu, soške elektrarne so pa naše. Niso naše, če so na zemlji naše občine. Niso vaše. Ampak to je Slovenija, ne? Sej, Slovenija je naša, je od vseh. Ja, se pravi od vseh nas, ne samo od vas. Ja, ampak ta del je specifično naš. Ja, ne gre to tako, veste, tudi parlament v Ljubljani pa je od vseh, ne? Ja. Torej tudi soške elektrarne so na Soči, pa so od vseh. Ampak v parlamentu so potem tudi delavci iz celotne Slovenije, predstavniki celotnega slovenskega ljudstva. Bojo pa samo naši. Ja, ampak elektrika iz soških elektrarn je pa od vseh. Sej bo od vseh, samo da bomo mi prodajali, ne vi. Ne razumete. Veste, zato ste župan samo v Kanalu. Glejte, to je moja Tina. Ja. Ona ima oblečeno bolero. Ja. Ta bolero je stal 6 milijonov evrov. Aha. Brez denarja, ki pride od soških elektrarn, si jaz tega ne morem privoščiti. Sej, zato si pa tudi jaz ne morem privoščiti takšnega darila za mojo osebno tajnico. Ja. Jaz sem starala, Poglejte, V občinskem proračunu preprosto ni dovolj denarja za plače delavcev, zato potrebujemo privatizacijo oziroma občinizacijo soških elektrarn. ne, mislim, da to ne bo šlo. Zakaj? Tudi v svetu bomo izpadli zelo neresno, če prepustimo takšen strateški objekt, kot je soške elektrarne občini. Ali pa zelo napredni, kot prvi pionirji v svetu. Ne. Ne želimo biti takšni pionirji. Tisti pionirji s čepicami in rutkami so bili v redu, takšni pionirji pa raje ne. Ampak brez pionirjev, ne takšnih ravno v teh čepicah, ki jih vi omenjate, ne bi bilo nič, ne bi bilo niti industrijske revolucije. Poslušajte, gledajte, cela Slovenija mi sedi na glavi. Ja. Sodniki, tožilci, zdravniki, še tista ministrica, ki je sicer visoka kot drevo, ampak je tudi težka kot kamen. Prosim, ne mi še vi zagreniti življenja. To elektriko iz soških elektrarn rabi cela Slovenija, ne morete jo porabiti v Kanalu. Kaj pa imate v Kanalu takšnega, da bi porabili to elektriko? Pač stroške moramo pokriti, ne? Stroške delovanja občine, stroške občinskih plač, infrastrukturo, vzdrževanje. Jaz bi tudi imela še semjansko jakno. No, jakno za osebno tajnico. Dobro, gledajte, mogoče bi vam lahko prepustili tisto elektrarno, kako se že kliče, tam je most, Ajba. To bi vam morda lahko prepustili, to je majhna zadeva. Saj še avče zraven bi lahko bile. Ne, avče so strateškega pomena, ni šans. Seveda so strateškega pomena, tudi za našo občino. Ampak so za državo tudi. Ja, občina je državna. Ne, občina je občinska, država je pa državna. Ampak, če se malo vrnemo na to, ko pravite, da vam cela Slovenija sedi na glavi, ste in vi sami obljubili povišice? Točno to, zato pa potrebujem denar in denar v elektriki, verjemite mi, je denar. To jaz sam najbolje vem. Verjamem, da veste, zato tudi razumete, zakaj občina Kanal ob Soči potrebuje svoje lastne elektrarne. Ampak vi razumete, zakaj vi ne morete imeti lastnih elektrarn, ker jih rabim jaz, da pokrijem plače vseh pijavk, ki me težijo. To je to. Mislite, da jaz v občini nimam pijavk? Seveda jih imate, ampak jih je manj. Ampak količinsko jih je pa več, procentualno. Morda, ampak to je vaš problem, ne moj. Ja,
Kot vaš, vi meni nakažete denar. Glede, ne razumete. A veste, koliko je sodnikov v Sloveniji? 13? Ne, 13,000 in tožilcev, in zdravnikov, in medicinskih sester, Ja. in tehnikov, in vsi bi radi više plače. In vi bi mi radi optimizirali elektrarne. Kako? Ja, tako, ker bi tudi vi radi višje plače. Vi ne rabite višjih plač, Zakaj ne? ker niste v Ljubljani. No, da ste si zapisali, to bo šlo na kakšno sodišče, verjetno, ne? Točka 1 s klicajem. Glede, oprostite, grde besede. Če vam odnese hišo ali pa cesto, vam bomo pomagali, ni problema. Ampak za plače pa žal ni denarja. Za više plače ni denarja, za osnovne plače ga bomo našli. Koliko odstotkov pa recimo pokrijete od naravnih katastrofah? Ja, to je pa odvisno od katastrofe do katastrofe. Recimo, če je na začetku mandata, je 60%, če je proti volitvam, proti koncu mandata, pa pride tudi do 100%. Tudi 120 se je že našlo, če so bili res prizadevni oškodovanci. Aha, in ta denar črpate iz? Ta denar črpamo iz državnega proračuna, iz evropskih sredstev in ja, to je kar vse, kar imamo. No, se pravi zelo podobno kot mi, sem pač na malo višjem nivoju. Ampak to še ni razlog, da mi ne bi smeli svojih sredstev višati na drugačen način. Seveda ne, ampak ne na račun države. Poglejte, tukaj vidim krasno dolino. Ja? To je lepa dolina, v tej dolini bi vsi radi živeli. Ne? Ja? Ampak tam vidim greben. Ja? Ta greben je odličen za vetrne elektrarne. Ja. Zakaj niste pomislili, da bi postavili vetrne elektrarne poleg sončnih elektrarn, ki jih že načrtujete? No. Rekel sem, da bomo na tem hribu postavili. Ampak kaj pa tisti hrib? Tisti pridejo v naslednjem mandatu. Torej ne rabite soških elektrarn, Seveda. mislim, da ste se zmenila. Včasno je bilo sodelovati z vami. Predvsem pa mi je tu lepo med vami, mojimi volivci, ker vsaj tu ni tistih tečnih sodnikov, ni tistih sitnih zdravnikov in ne drznem si reči kaj medicinskih sester. Ja, tega imamo pa res malo tukaj, ja. Vsakič Torej, bomo podpisala dogovor o sodelovanju. Ja? Super. Še dobro, da vas imamo res. To bo naslednji mesec. Plus 20. 15. Dragi občani, lepo vabim